Dobrodošli vsi skupaj v Pitch Booty Plan YouTube kanal. Z mano je ena edina Exatlon. Exatlon, Pitch Booty baby. To je to, Eva je nazaj. Vse v pravem času. Če bomo Pitch Booty Plan treningom kmalu dodali tudi kakšno ciljanje za zbistritev misli in treniranje fokusa. Ne bi bilo šlo včasih. Ampak, Eva je nazaj. Mi smo par dni nazaj na njenem Instagramu profilu objavili vprašanja. To se pravi, dali smo vam možnost, da vprašate. Zdaj, ena par vprašanj je takih, ki so vas zanimale, ena par vprašanj sem jaz dodal, kar mene zanima, pa mogoče, kar jaz vem, pa mogoče kdo drug ne ve, pa lahko malo odrezam. Tako da, dajmo mi kar s prvim vprašanjem začeti. A ja, pa da povem, ne, da ste ful pomembne, zato ker ste prve, ne, zajevala. Hodila sem povedati, da sem prišla včeraj domov in da danes že snemam odgovore na vprašanje, ki mi jih je Nik postavil, zato da boste med prvimi v Sloveniji, ki boste karkoli sploh zvedle o tem, kako je bilo meni na Exatlonu. Skratka, ekskluziven intervju. Tako, ekskluzivno. Ok, prvo vprašanje. Ajde. To vprašanje mogoče malo preveč, malo tako se zdi, da je brezvezno, ampak je dejansko vprašanje, kako si. Ampak ne kako si tako, ja, dobro, ok, ampak zares kako si. Ok. Hvala za vprašanje, Nik. Ne, kako sem? Dobro. Nekako se še privajam, prišla sem iz toplih krajev, to je prvi šok za telo. Ne vem, bila sem zdaj navajena 3 mesece biti v kratkih rokavih, kratkih hlačah, se potiti non-stop, 100%. Pač res na Dominikanski je zdaj ful vroče, tam 35 plus, ful je vlage. In zdaj, ko sem prišla v to Slovenijo in mogla poiskati bundo in dolge rokave, moram reči, da je bil to kar šok zame. Že po naravi ne maram mraza, mi je toplota ful bolj všeč. Drugi šok, ki sem ga doživela, je bil ta, da sem na letališču dobila telefon v roke po 3 mesecih. Zdaj si predstavljate, če je influencerka dobi telefon po 3 mesecih. In ja, v bistvu sem bila prav živčna, no. Ne vem, živčna sem bila, dobila sem telefon v roke, mogla sem sporočiti domov, da prihajam domov, da me pride kdo iskat na letališče in občutiš kar en tak strah pred tem, kaj te doma čaka, ker pač jaz nisem imela stika z nobenim 3 mesece in v teh 3 mesecih se lahko marsikaj zgodi, marsikaj lepega ali pa slabega. Tako da sem bila kar malo živčna, no, tega prvega klica in moram reči, da evo me, sem tu in je vse v redu. Top. In ko si rekla, da te je bilo strah, če se te je bilo pa najbolj strah? Tako recimo, kaj si razmišljala takrat? Ja, najbolj me je bilo strah itak, ne vem, družina, če so vsi zdravi, če je bilo karkoli res hudega narobe. Druga stvar, ki me je ful skrbela, je, kaj se dogaja s Pitch Booty Planom, če še obstaja ali je Nik prodal stvar. Ja, no, to me je najbolj skrbelo. No. V bistvu te 2 stvari so me res skrbele, vse ostalo so malenkosti, ki nimajo veze. Ok, hudo. Ok, gremo naprej. Kaj si se v Exatlonu naučila o sebi? O sebi? Neke provokacije. Kaj sem se naučila o sebi? O sebi sem se naučila to, da ne vem, če sem levičarka ali desničarka. To je ena izmed glavnih stvari, ki sem jo tle ugotovila. Nikoli nisem trenirala nobenega športa žogo in mislim, da je to glavni razlog, da sploh nisem vedela, s katero roko naj začnem. To je bila ena velika stvar, ki sem se naučila. Druga stvar, ki sem se naučila, je potrpežljivosti. Tisti, ki me dobro poznajo, vejo, da sem vzkipljiv človek, da ko popizdim, ni lepo, je na hard. Editor, to prosim, da se da stran. Pip, rabimo pip. Pip. Ja, naučila sem se potrpežljivosti, še vedno pač se zavedaš, da imaš okoli sebe kamero na vsakem koraku in pač človek se zaveda, da, ne vem, da lahko kakšna reakcija sproži marsikaj po celi Sloveniji in pač nisem si želela, da, ne vem, da bi pač se prikazala v neki slabi luči, tako da pač sem marsikaj požrla in držala jezik za zobmi
In tako da sem se naučila potrpežljivosti, naučila sem se, da sem na pol levičarka, na pol desničarka, naučila sem se sprejemati poraze, to konkretne poraze. In kaj sem se še naučila? Naučila sem se razmišljati s svojo glavo. Ok, hudo. Imam 2 podvprašanja za ta tvoj odgovor. Ajde. Prvo je, to pomeni, da če si marsikaj požrla in tako, kaj to pomeni, da si kaj fejkala, ali... Ne, nisem fejkala, ampak dejansko sem se pač z glavo odločila, da bom v taki situaciji odreagirala drugače, kot bi naprimer doma. In se mi zdi, da je bilo pač to ful dobro, ker verjetno, če ne bi pač te moje reakcije, ki sem jih doma delala, bi jih pač nadaljevala še čez celo življenje. Tukaj pa sem se zdaj naučila, kako je, ko pač ne odreagiraš tako, ampak se potrudiš odreagirati na drugačen način in mislim, upam, da bom zdaj to tudi pač dejansko tle doma, ko bo treba odreagirati drugače, znala odreagirati prav. Ok, top. Hudo. In drugo vprašanje, rekla si, da si šla čez zelo težke poraze. Ja. Verjetno to misliš kot poraze na tekmovanjih, kot tako poraze kot... Ja, tle predvsem na tekmovanja, ker je tako pač dejansko 10 ur smo bili na tekmovanju. Če si začel že tekmovanje slabo, to pomeni, da naslednjih 10 ur je znalo biti slabih, ali pa naslednji teden, ali pa 2 tedna. Tako da pač tle je bilo pol v bistvu vprašanje, koliko časa rabiš ti v glavi, da greš čez ta poraz, da ga pozabiš in da pač zbistriš misli za naslednjo tekmo. Zdaj, na začetku je to trajalo, ne vem, dajmo reči 2 dni, 3 dni, da si pač ti tudi ta poraz prebolel. Pol proti koncu je bilo to, ne vem, pač ena tekma je bila slaba in si pač rabil 5 minut, da si se streznil in si pač poraz že pozabil in si šel naprej in lahko je pač tu sledilo še naslednjih par porazov, ki, ne vem, na začetku recimo, da so te res pokopali, pol pa proti koncu nekako te niso več, ker si se jih naučil sprejemati, ker, ne vem, nisi pustil, da te poraz toliko vrže s tira, da ne moreš... Kakšni so bili pa občutki? Ja, na začetku je bilo ful jeze tukaj, jeza, razočaranje, mogoče iskanje tudi nekih izgovorov, zakaj ti ni šlo, ne vem, se je usralo nasprotnici, mislim, da je imela srečo nasprotnica, ne vem, joj, glih to mi ne gre, joj, tista 1 sekunda. Pol v bistvu te izgovore, ne vem, nekako jih daš na stran, si rečeš pač brez veze tle iskati izgovore, itak ne moreš nič spremeniti. In začneš pač iskati, kako bi te stvari popravil. Ok, top, hudo. Kako je pa, to ljudi ful ne zanima, kako so tvoje usta, ustnica, kako je poškodba, kako se je sploh zgodilo to, ker tako, kot sem jaz tebi že povedal, na televiziji mogoče ni izgledalo tako, kot je bilo v živo, mogoče da malo več poveš o tem. Ja, v bistvu, pač tle smo imeli res tekmo za tekmo, vsak dan, ful malo počitkov vmes, ne vem, jaz sem ugotovila, da nekako drugi del tekmovanja, torej po mesecu in pol, je vse skupaj postalo ful rutinsko, ful enolično, monotono. In ne vem, človek mogoče ni več tako pozoren, ne vem, na vsak detajl, kot je bil recimo na začetku. Pač na začetku smo vsi šli ful pazljivo, še vedno na polno. Ne vem, pač ful več adrenalina je bilo, ful bolj si pazil na vse, ful bolj si bil pozoren na vse. In zdaj ta drugi del je postal že toliko monoton, vsak dan eno in isto, da pač si šel ful sproščen na poligon. In ta poligon je imel glih ta sistem tega potega je bil malček drugačen kot na vseh ostalih poligonih. In ko sem jaz potegnila ta obroček, je kar naenkrat pač mi ostalo nekje pol metra preveč špage in glih ta višek je pač bil ta, da je odletel v glavo. Jaz v enem trenutku sem mislila, da sem si polomila nos, ker me je v bistvu nos ful bolel. Ne vem, zdaj, če se spomnim tistih občutkov. Ne vem, jaz pač ful reagiram na kri, ko vidim kri, me zgrabi panika, tudi če vidim kri na nekomu drugemu, me pač postane ful strah, mi postane slabo, pač tako ne reagiram dobro na kri. In v tistem trenutku, pač ko sem se jaz spremila za ta nos, sem pač čutila, kako postaja vse mokro in sem vedela, da je to kri in nisem pač pogledala, sem imela zaprte oči cel čas. In ne vem, takrat sem se pač v glavi, sem se probala nekako umiriti in si reči, ja nič, zdaj to je to, kar si naredila brez veze, da zdaj se tle dereš in delaš paniko.
ampak pač stisni zobe in se bo stvar rešila. In ja, v bistvu bi lahko bila poškodba ful hujša, zato ker pač nos me je ful bolel, lahko bi si še nos polomila zraven. In zobi so me tudi boleli še naslednja 2 dni, ampak hvala Bogu, pač so zobi ostali celi, nos je cel. Dobila sem 5 šivov na ustnico, 4 od zunaj, 1 od znotraj. Vse skupaj je bolelo, ampak itak kaj, nimaš kaj, pač moraš potrpeti neko bolečino, Ja, valjda. ker se ne da, ne vem, brez veze. Tudi če pač jamraš in jočeš, ne moreš tega izničiti. Tako da potrpiš in greš čez. In kako je bilo pa, kakšen je bil občutek, kad ti niso zaradi tega dovolili tekmovati in si mogla zaradi tega predčasno zapustiti? Ja, to je v bistvu vse skupaj trajalo po poškodbi nekje 3 dni do tega, da so mene poslali domov. Jaz v teh 3 dnevih, torej prvi trenutek, ko sem si to naredila, pač me je oblila neka jeza, ker sem pač vedela, da prišla sem do konca. To je bila v bistvu zadnja tekma pred finalnim tednom. In sem bila pač res ful jezna na to, da se mi je to zdaj zgodilo in pač bila prepričana v to, da jaz grem naprej, pa tudi če mi pol glave manjka. Če se spomnite mojega videa, na začetku sem rekla, da sem za zmago pripravljena iti z glavo skozi zid, tako da očitno sem si to res mogla dokazati sama sebi. Z usti skozi obroč. Ja. Mi je bilo pa pol kar hitro jasno, no, pač ko so me v bistvu zašili, pač usta so bila ful natečena, nisem mogla govoriti, nisem se mogla smejati. In po prvem pregledu, po 2 dnevih, sta oba zdravnika, v bistvu 2 zdravnika, zdravnica in kirurg, sta oba rekla, da pač so notranji šivi bili vneti, da pač nikakor ne sme priti do nikakršne infekcije, da se ne smem nikjer rukniti. Na poligonu pa itak pač je pesek povsod, voda je povsod in potiš se non-stop in pač rukneš se lahko kamorkoli. Tako da mi je bilo hitro jasno, da verjetno ne bojo pustili, da nadaljujem. Tako da sem se nekako psihično pripravila že v tistih naslednjih 2 dnevih, da je boljše tako, no, da grem domov, kot da riskiram. In sem si rekla, da še zmeraj pač po šovu me doma čaka življenje in me čakajo stvari, ki jih rada delam, ki so mi dosti bolj pomembne kot zmaga na Exatlonu, in sem se odločila, da je pač boljše, da grem domov in nadaljujem te doma, tako kot nadaljujem. Ok, top. Kako je pa izgledalo življenje tam v Dominikanski republiki? Nekaj se šušla, da na začetku niste imeli niti WC-ja in take zadeve. Ja, na začetku prvi mesec je bil v bistvu ful ekstremen. Mi smo itak prve 3 tedne pač bili poraženi vsak dan, že tej porazi so bili pač, ne vem, psiha je čisto na dnu. In pol zraven tega še težki življenjski pogoji. V baraki je bilo pač takrat okoli 40 stopinj. Voda je bila na cisterno, ta cisterna je bila vsake 2 dni je bila pač prazna. WC ni delal, tako da smo v bistvu hodili na WC tam, vsak ima svoj grm. Tuširali smo se, ko je... Zunaj, grm, prav grm. Ja, dobesedno grm okoli barake. Okay. Vsak ima svoj plac, kam je hodil na Potem ste WC. tekmovali, da je večje kupčke delal. Ja, in pol si v bistvu ta kupček mogel pokriti s kamnom, da slučajno ne bi kdo stopil na njega. Naučila sem se tudi iti na veliko potrebo zunaj v gozdu, oziroma, ker tega prej nisem nikoli naredila. Naprimer. Ja, in isto je bilo z WC-jem in isto je bilo s tušem, pač ni bilo vode, vsake 2 dni cirka. Bilo nas je v ekipi ful in pač ona cisterna se je ful hitro spraznila. Tako da pač ja, se je zgodilo tudi to, da smo prišli iz morskega poligona, slani, prepoteni in šli spat taki, ker pač nismo dobili vode za se stuširati. Tako da prvi 3 tedni so bili kar konkretni. Top. Ja, Preizkušnja. to je bil verjetno plan, ne? To so vas hoteli malo preizkusiti. Ja, verjetno ja. Pol je bilo vse skupaj vedno lažje, tudi človek se navadi vsega, se privadiš, plus vmes je v bistvu cela ekipa zbolela in mislim, da se je nekako produkcija malček odločila, da malo omili te življenjske pogoje, ker itak vsem je bil cilj še vedno, da pač mi posnamemo dober šov in da vsi tekmujemo, kot pa da smo vsi bolani
brez vode in WC-ja. Ja, Tako da pol se je vse skupaj začelo spreminjati na boljše. Kako je pa z odnosi v samem eksatlonu? A ne? Pač v resničnem življenju načeloma prijatelja si izbereš sam, partnerja si izbereš sam, kakorkoli ljudi, s katerimi se družiš, si izbereš sam. Ja. Tam ste bili pač vrženi random ljudje, ki se niste prej poznali med sabo skupaj. Kako je pač z njimi pol bilo živeti 24/7, dobesedno 3 mesece? Ja, človek se navadi vsega. Jaz mislim, da je tle tudi ful odvisno od vsakega posameznika, pač kakšen človek si. Jaz vem, da kar se tiče družbe, sem pač ful prilagodljiva in ne vem, pač se hitro lahko razumem, s komer hočem. Tako da pač jaz s tem nisem imela težav, jaz sem se z vsemi dobro razumela, tudi na splošno v ekipi. Se mi zdi, jaz sem naredila eno primerjavo med rdečo ekipo in med našo ekipo in pač rdeča ekipa, to so bili znani Slovenci, ki pač vsak za sabo ima že neko kariero, torej ne vem, pač jaz sem predvidevala, da so to taki močnejši karakterji, močnejši egoti in čim dobiš pač ti na kup več močnih karakterjev, močnih egotov, pride hitreje do nekih konfliktov in tudi vsak je bolj sam zase. Medtem ko naša modra ekipa smo bili pa čisto navadni smrtniki slovenski. Ja, tako je, pač to je dejansko res. Čisto navadni slovenski smrtniki in pač to so ful bolj preprosti ljudje. Vsi ful hvaležni, zato da so sploh lahko bili del šova, da so lahko tekmovali. Ne vem, pač se mi zdi, da se je ful bolj poznala ta hvaležnost, da si sploh lahko tam in je vsak požrl več stvari in se prilagodil ekipi. Ne vem, pač mi v naši ekipi res nismo imeli nobenih težav, kar se tiče odnosov, tako da pač sem ful vesela. Ful dobro, ful zanimivo, ker ponovadi v resničnostnih šovih glih to ki se zna zgoditi, da je kakšna taka zadeva. Drama. Zdaj, ne vem, če vsi gledalci vejo, mi z Evo nismo več par, še nekaj časa. Ampak so še zmeri dobra prijatelja, poslovna partnerja, še zmeri delava PitchBooty skupaj. Ampak, mene zanima, pač zdaj, ne vem to, koliko ti veš, ampak v zunanjem svetu se velikokrat pojavijo govorice o raznih romantičnih zadevcah in tako naprej. Nekdo je z unim poparčkanje in tako naprej. Skoke med rjuhe in take zadeve. Bog pomagaj. Koliko od tega je res, oziroma se je kaj takega zgodilo pri vas v ekipi? Mogoče pri tebi konkretno? Ne, pri meni dejansko se ni nič kaj takega zgodilo. V naši ekipi pa se je zgodilo. Ne, drugače, kar se tiče mene, verjetno ciljaš na kaj, name in na Nika, ne? Recimo, ker ene par ljubčkov si dobila od njega. Ja, pač Nik je tak ful... Rad ima ljudi, ne vem, kako naj temu rečem. Pač ni ljubčkov samo meni, ampak je dejansko vse ful rad ljubčkov. Ne, med nama ni bilo nič. Dejansko sva se res ful dobro ujela in na kakšen način. Pač mi nismo vedeli, koliko je ura, noben dan. Nismo vedeli, kateri dan je, koliko je ura in ko smo bili v baraki, čim je padel mrak, pač tam nisi imel več kaj delati. In dejansko naša ekipa je hodila spat z mrakom, to je bilo ob 7 zvečer. In jaz in Nik pač nikakor ni bilo variante, da zaspiva in pol sva pač mi dejansko ostajala zunaj pred barako in se pogovarjala še par ur. In sva se začela ful pogovarjati. In iz tega razloga mislim, da sva se toliko bolj povezala, ker v ekipi smo vedno imeli debate, samo kar se tiče šova, vedno si govoril samo o poligonih, ful je bilo špekulacij, kdo bo koga zbral, kje, kako, kaj je tisti poligon. Jaz in Nik pa sva dejansko imela neke življenjske debate, se pogovarjala pač tudi o življenju izven šova in se ful boljše spoznala dejansko, kot smo se z vsemi ostalimi v ekipi. In ne vem, jaz mislim, da pač so kamere zaznale to, da so bila midva toliko več sama in se pogovarjala in itak pač govorice so lahko kakršnekoli, pač jaz in Nik veva, kaj je bilo, da ni bilo nič, da sva kolega. In pri tem je tudi ostalo, tako da pač jaz imam tle čisto mirno vest. Ampak ja, se v šovu dogajajo tudi ljubezni, se nastajajo spletke. Ne vem, mi smo imeli eno lepo zgodbo v naši ekipi. Samo to Milaro, ki sta na začetku čisto na skrivaj nekaj probavala in se pač imela fajn. Iz tega pa je pol nastala dejansko prava ljubezen, tako da
ne vem, pač jaz jim privoščim, Top. da se boste imeli lepo še izven šova. In pač ja, dejansko se imate ful rade in je bilo to ful lepo gledati, tudi v šovu. Zakon. Kakšni so bili pa dejansko pol občutki? 3 mesece si bila pač praktično odrezana od sveta. Brez telefona, brez stika. Tudi, mogoče, če ne vejo vsi, tudi mi, ko smo kot midva, recimo, ko smo poslovna partnerja, nisva imela kontakta z družino, brez kontakta in tako. Kako je bilo dejansko priti nazaj po 3 mesecih? Ja, priti nazaj je bilo stresno. Pač itak cel čas razmišljaš o družini, predvsem o družini, če je pač v redu, če so vsi zdravi. In ne vem, nekako sploh ne razmišljaš, če so drugi problemi, ker drugo v tistem trenutku zate niso problemi. Ampak ja, občutki za priti nazaj so bili taki, jaz sem bila kar en teden napeta, živčna, nisem vedela, kaj me doma čaka. In je bilo tako, ne vem, sploh ne znam opisati tega. Ja, Čudno. Jaz sem temu cel čas govorila, da mi je ful čudno. Ne vem, čudno. Ja. Verjamem. Ok, lej, da ne bomo predolgi. Koliko imaš ti vprašanj? 100? Ja, vprašanj je dost. Mislim, vprašanj imam še, samo če ne bo ta video dolg 1 uro, pa ga ne na ogledu. Zdaj me pa čisto za konc, imamo še igro hitrih odgovorov, to se pravi, to je rapid fire question in answer. Okay. Pa obljubim, da Eva teh vprašanj ni videla. Nobenega vprašanja ne vem. Tako da, mogoče bojo znalo biti kakšni malo težji. Pazi se za teh vprašanj, če so kakšna pikantna. Ne, saj niso tako, samo tako. Kaj si bolj pogrešala, družino ali pičbuti? Družino. Kaj je bolj bolelo, razbita usta ali predčasen odhod domov? Predčasen odhod domov. Kaj je bolj naporno, Exatlon ali imeti svoje podjetje? Imeti svoje podjetje, Exatlon je dopust. Zame bil, za nekatere pa ne. Slišim, da si se tam učila tujih jezikov. Španščine ali angleščine? Kaj je boljše ali Ja, kaj ti težje? je bolj všeč? Ali pa kaj je težje? Oboje lahko veš. Ja. Kaj ti je bolj všeč? Ja, zdaj angleško znam govoriti, špansko pa se učim, zdaj pa ne vem. Kaj pa je težje? Ja, špansko je zdaj težje, Dobro. ta trenutek. Česa te je bilo najbolj strah med samim šovom? Da bi dobila kakšno informacijo od doma, ki bi me ful pretresla. Okay. Če bi s tem znanjem, ki ga imaš zdaj, zbirala še enkrat in se vrnila 3 mesece nazaj, a bi šla še enkrat v šov? Ja? Pač zdaj. Ja. Kaj pa, če bi šla še enkrat v prihodnosti, zdaj po tem experiencu? To boš ti povedal, če lahko gremo. Ja, Brašen del, če bi ti šla. Ja, bi šla, ja. Dominikanska republika ali Slovenija? Slovenija. Si šla zaradi izkušnje ali denarja? Izkušnje? Ok, to je to. To je to. Jaz bi se še pogovarjala. Bomo naredili drugi del. Če dobimo vsaj 100 lajkov na ta video, naredimo drugi del. Ajde. Tako da, dajte lajkat, dajte subscribat, dajte komentirati. Če imate še kakšne dodatne vprašanja, ki jih nismo zdaj, ki nismo šli skozi, dajte prosim komentirati v spodaj. Eva je pa zdaj doma, tako da to je to. Gremo trenirati, punce! Zdaj vas bo spet začela ganjati. Tako da, hvala, ker ste gledali tale ekskluziven intervju z Evo Peternelj iz PitchBootyPlana in Exatlona. Lepo, da si spet prišla nazaj in gremo rasturati dalje. Ja, hvala. Hvala, ker PitchBootyPlan še vedno obstaja. Hvala vam in hvala Niku, ker je poskrbel in mi dovolil, da lahko grem na Exatlon. Ker če ne bi bilo Nika in če ne bi bilo vas, verjetno ne bi mogla sprovati te izkušnje. Tako da hvala. Nič, se vidimo naslednjič, do takrat pa uživite, like, subscribe, comment. Ajde, čau.